Pozdravljeni v podkastu, sem Igor Harp in moj današnji gost je Seku Konde, ki ga lahko ob torkih srečate v oddaji Globus na Nacionalki, kjer vam razloži vse preplete mednarodnega političnega dogajanja. To je še posebej vključno v teh časih, ki jih zaznamujejo vojna žarišča, okoljske katastrofe in bliskoviti politični preobrati. Obenem se tudi zdi, da vso to dogajanje ni več nekje tam zunaj, ampak vse bolj vpliva na nas tukaj in zdaj. Konde je bil več let televizijski voditelj v informativnem programu na TV Slovenija, poleg tega se pa ukvarjal s poezijo, gledališčem, fotografijo in dobrodelnimi aktivnostmi. Seku, pozdravljen s podkastom. Pozdrav. Torej, midva sva se spoznala že v gimnaziji in dolga leta sem nate gledal predvsem kot na pesnika in velikega ljubitelja gledališča. Spomnim se, da si predstave hodil gledati tudi po večkrat in potem si nam razlagal, zadnjič je bilo boljše. Kako to, da te je zaneslo v novinarstvo? Pravzaprav čisto po nekem naključju. Ko sem se iz Maribora preselil v Ljubljano, sem seveda bil nekako prepričan, da bom delal v gledališču in da se bom več ali manj ukvarjal z gledališčem. Delal sem nekaj časa tudi kot statist v ljubljanski operi, ampak če hočeš režirati predstavo, se veš, to je, 2 leti čakaš na to, da sploh prideš na vrsto ali pa so ti programi narejeni toliko prej. In me je pot zanesla na eno audicijo Radia Študent, sicer za špikarja, pa me niso sprejeli za špikarja, so me pa sprejeli v aktualno politično redakcijo. In tako se je v bistvu drugi del moje novinarske poti začel, ker tudi v Mariboru sem pravzaprav za Radio City tako občasno poročal z Borštnikovega srečanja ali pa takšnih prireditev, pa še prej za Mariborski Radio Študent. Tako da nekaj radijskih izkušenj sem imel, potem je pa v bistvu ta prehod se tukaj v Ljubljani zgodil. Najprej na Radio Študent in potem smo enega lepega dne, takrat so bili na Radio Študent 2 oddaji, prvi je bil Off in drugi je bil Krov, kar je bil popoldanska informativna oddaja. In vmes smo s kolegi zajadrali tam v študentsko menzo, kjer smo se relativno izdatno okrepili z hmeljskimi tekočimi proizvodi. In vmes pravi kolega Miha Žorž, ki je zdaj tudi na radiju, pravi, Seko, veš kaj, mi iščemo zdaj voditelje za jutranja poročila. A ne bi bilo ful dobro, da bi ti prišel voditi poročila in se v bistvu bolj kot ne v šali pogovarjamo o tem. In jaz sem v bistvu tisti dan to vzel kot šalo in pozabil na to. Na kar me Miha kliče, pa mislim, da kak mesec kasneje, praviš, kaj si kot to na RTV v bistvu malo bolj dolgo traja, ampak še vedno boš, in potem me še čez 14 dni pokliče, veš kaj, takrat pridi. In me je takrat pripeljal na televizijo k Ljerki Bizilj, takrat urednici eksperimentalnega in 3. parlamentarnega programa. In tako se je potem začela moja pot na televiziji. Zdaj, Globus je kompleksna oddaja, ki v svoje pol ure vključi izredno veliko informacij in različnih virov. Koliko časa vam vzame vsak teden samo, da najdete te ustrezne sogovornike in jih kontaktirate in vse to? Zelo različno. Mislim, zdaj, medtem ko finiširamo že eno oddajo, recimo ponedeljek, torek finiširamo aktualno oddajo, ki bo na sporedu v torek zvečer, se seveda že pripravljamo na tisto, kar bo naslednje. Včasih vemo sila naprej, tako recimo primer inauguracija ameriškega predsednika, veš, da je 20. januar in da bo okrog tega datuma potem seveda oddaja fokusirana na Ameriko. Včasih so kakšne teme, ki potrebujejo več časa. Dalj časa smo se recimo ukvarjali pred časom z oddajo o trgovanju z orožjem, ko je pač treba zbrati podatke, včasih tudi najti sogovornike, jih prepričati. Glede na to, da imamo sogovornike z različnih časovnih pasov, se potem usklajujemo tudi glede tega, kje, kdaj in kako jih bomo snemali. Včasih, recimo v kakšnem blejskem strateškem forumu ali pa kakšnem takšnem mednarodnem dogodku v tujini ali pa pri nas, pa da smo prisotni s kamero, tam tudi kak intervju daljši tam naredimo. Ampak tako nekako v povprečju traja to en teden, razpošiljanja teh vabil, prepričevanja gostov včasih. Potem pa sama operativa, ta tehnični del pa v bistvu 2 dni, torej ponedeljek in torek.
Zdaj, mediji, tudi nacionalka, so bili v zadnjem desetletju deležni kritike, da pred kamere pogosto vabijo preozek nabor sogovornikov, analitikov, gospodarstvenikov, profesorjev. Ampak za Globus to ne velja. Je tu zavestna odločitev, da ne bo v vsaki oddaji, oziroma ne bo enkrat na leto ali pa dvakrat na leto vsaj isti človek, razen pač seveda dopisnikov, ki so del ekipe. Po eni strani je zavestna odločitev, po drugi strani pa Globus ima to možnost, glede na to, da govori o svetovnih nekih prelomnih trenutkih in analizira svet kot tak. Imamo to priložnost, da seveda je naš nabor gostov širši kot pa recimo za notranje politično informativne oddaje. Mi smo šli zelo zavestno tudi v nagovarjanje sogovornikov, ki jih imajo CNN, Al Jazeera, BBC, TV5, France 24. Dejansko delamo nabor sogovornikov iz vsega sveta in si seveda želimo, da so to ljudje, ki so kar se da vključeni ali pa kar se da podkovani v določeni temi in da so seveda tam tudi bodisi doma. Zdaj smo imeli oddajo o Belorusiji in smo seveda, Pavel Slunkin je bivši diplomat beloruski, ki je delal kot diplomat v Vilni, torej v Litvi, pa je potem zaradi Lukašenkovega režima leta 2020 odstopil od svoje funkcije. In je to v bistvu človek, ki nam z prve roke lahko pove. Smo, ne vem, pripeljali pred naše kamere Svetlano Tihanovsko, imeli smo očeta Juliana Assangea, prvi pa še cel kup nabor takih gostov, s katerimi se lahko recimo ponašajo velike televizijske mreže v svetu. Globus si začel voditi 2019, nato pa si med mandatom prejšnjega vodstva se umaknil za kamere. Znano je, da je bil nekdanji direktor TV Slovenija Uroš Urbanija v pogostem konfliktu z nekaterimi novinarji. Je bil to povod? Najprej bi te popravil, nisem se umaknil za kamere, bil sem umaknjen za kamere. Ne? Verjetno je bil to povod. Ni prvič, da me nekaj časa ni bilo pred kamerami, tudi v kakšnem prejšnjem mandatu. Sem se mogoče bolj sam zavestno umaknil pri enem poskusu, da bi vodil samo vikend poročila. Sem rekel, da potem pa pač ne. Čeprav se morda zdi samega sebe ne identificiram skozi to, ali sem pred kamero ali nisem pred kamero, tako da se tudi zlahka odpovem temu, ne? Če mislim, da je tako prav. Kaj pa je bil razlog takrat? Mislim, kaj je bil razlog, da so te umaknili? Misliš takrat prvič ali zdaj drugič? Zdaj drugič je bilo v bistvu tako, zgodba ima malo tako širši kontekst. Takratni direktor televizije, oziroma nekaj časa je bil direktor, Valentin Areh je v bistvu začel razmišljati o tem, da bi Globus sploh umaknil. In Globusa en čas ni bilo, mi sicer vmes nismo počivali. Bila je ideja takrat, da bi takrat še nastajajoča oddaja Panorama na drugem programu v bistvu zapolnila ta manko zunanje političnih tem in da bi nekaj podobnega kot Globus pripravljali vsak dan. To je iz čiste narave delovanja Globusa popolnoma nemogoče. Mislim, razen če bi imel še 20 ljudi zraven. Prvi, če bi imel 20 ljudi zraven, ampak to, da ti nekega sogovornika, kvalitetnega sogovornika, prepričaš, da za nacionalno televizijo Slovenije izjavo, to ti ne vzame nekaj ur. Ja, kak dan ampak včasih ti vzame kar nekaj dni. Ne? In to bi bilo na ta način nemogoče, kar pomeni, da bi spet padli na nabor že v vseh oddajah videnih gostov. To je bilo eno, hkrati ljudi je absolutno premalo za to, ampak potem tudi sam proces nastajanja Panorame, kot se takrat spomnim, je bila to napovedana kot 2-urna oddaja, na koncu se je to zreduciralo na 15 minut oziroma na bistveno krajšo minutažo. Zaradi tega je potem Globus odpadel. Potem pa, ko se je mi smo vmes seveda nek nov koncept Globusa delali, tudi sceno smo spremenili, zelo intenzivno smo se s tem ukvarjali, kako izboljšati in nadgraditi Globus
kot smo ga poznali prej. No in potem, ko se je Globus vrnil v PPN, torej v programsko-produkcijski načrt, je bila pa v bistvu želja direktorja televizije, da oddajo vodi samo Adrian. Adrian je moral tudi oddaje posnet, kadar sam ni mogel voditi oddaje, ampak mi je takrat Jadranka Rebernik, takratna odgovorna urednica, pač dala vedeti, da si pač vodstvo želi, da oddajo vodi samo Adrian. Ja. Okay. Niso bili pa to, če misliš, da so bili zdaj to sestanki, na katerih bi vreščali drug na drugega. Veš, Ne, ponavadi se stvari ne odvijajo tako, ampak dost bolj samo niti ne dopis. Ampak to je, veš, mislim, zgodi se tudi tako, da pogledaš na mesečni plan, ne, kot se je kakšnemu kolegu zgodilo, da je pogledal na mesečni plan, pa ga na njem ni bilo več. Ne, in je tako, mislim, ti medčloveški odnosi so včasih malo, ali se pa skrivamo za tako neko formalnostjo, kadar je treba kaj takega sporočiti. Torej, kako težko pa se je prebijati skozi vse večje količine lažnih novic in spolitiziranih pa vse manj profesionalnih medijev. Zdaj pri tem ciljam predvsem na ZDA, kjer vse kaže, da je sloviti Washington Post povsem uklonil kapitalskim interesom svojega lastnika Jeffa Bezosa, da o Fox News sploh ne govorimo. Kak je v tej kakofoniji zdaj najti, kaj se v resnici dogaja? Najlažje je tako, da o vsem dvomiš. Kar je hkrati na nek način dobro, hkrati pa rahlo strašljivo. Zaradi tega, ker potem ničemur več v resnici ne moreš verjeti. Z poglobljenim raziskovanjem. Tukaj je research v bistvu ključen. Ne? Tukaj je ključen ta novinarski pristop poglobljenega raziskovanja določene teme. Zdaj pri dnevnem newsu je to sila težko, ne? Potem se zanašaš seveda na agencije, ki pošiljajo neke informacije, hkrati to preverjaš pri različnih medijih. Obstajajo sicer zdaj zelo dobri programi, ki so podprti tudi na nek način z data sintetiziranjem in umetno inteligenco, kjer v bistvu pregledajo vse novice, ki se dogajajo v svetu, večino outletov, ki so pač vključeni v to mrežo, in potem lahko z zelo tudi grafičnimi prikazi vidiš, kako določeni temi pišejo na določenih kontinentih, kako določeni drugi mediji različnih profilov, različnih lastništev pač pišejo, in znotraj tega seveda lahko ti razbiraš neke trende ali pa neko točnost določenih podatkov. Ampak še enkrat, to lahko delaš pri tedenskih oddajah ali pa mogoče pri mesečnih. Pri dnevnih je pa v bistvu te pa na nek način rešuje hkrati tudi to, da običajno poročaš o dogodku, ki se je zgodil v zadnjih nekaj urah, in so tukaj pač fakti bruti. Ne? Zdaj vemo, da se je v Kongu zgodil zdaj spopad upornikov in vojske, in tukaj se ne rabi zdaj bistveno ukvarjati z nekim širšim kontekstom v tisti minuti 30, ki jo recimo za dnevnik pripraviš. Pri daljših oddajah pa seveda je researcha toliko več, še vedno več, ker je seveda vedno več informacij, vedno več tudi odločanja, komu boš zdaj verjel, in včasih tudi mogoče ni najboljše, da verjameš preverjenim velikim mrežam, ker tudi te imajo neke svoje dolgotrajno zakoreninjene, bi rekel, tudi prepričanja ali pa tudi uredniške politike, ne, ali pa tudi videnje na svet, mogoče včasih, dajmo reči temu, z nekega eurocentrističnega ali pa zahodnocentrističnega pogleda. Ne. Včasih je dobro tudi pogledati mogoče medije, če se nekaj dogaja v Indiji, da pogledaš par indijskih medijev, ki sicer pišejo, ne vem, v angleščini ali pa v kakšnem drugem svetovnem jeziku. To mi je ena profesorica zgodovine zelo dobro rekla, kako oceniš dobro knjigo, ne, z nekega področja, če je res strokovna. Pogledaš na konec knjige Medvire, in če je Medviri knjiga v jeziku tiste države, ki te pač zanima, ali pa tistega področja, potem ji verjameš. Ne? Če bi bilo recimo v Sloveniji, bi vzel knjigo in bi same avtorje v hrvaščini, v angleščini, v nemščini, pa nobene slovenske. Ne? Ja.
zelo dober sistem. Ja. No, ampak ta trend se mi zdi, da se stopnjuje. Zdaj, prejšnji vikend, ko to snemava, je denimo Trump sprožil kratkotrajni spor s Kolumbijo. Zdaj, če obnovim malo, Kolumbija je zavrnila vračanje azilantov in nelegalnih pribežnikov v vojaških oziroma bolje rečeno zaporniških letalih. Trump je napovedal sankcije in carine, Kolumbija je isto, njihov predsednik je celo na družbenih omrežjih objavil eno strastno pismo, na kar so se Američani vdali, obljubili, da bodo vračali ljudi z običajnimi leti, obe strani umakneta sankcije napovedane, Trump razglasi zmago. Zdaj do sem je vse pričakovano, ampak potem pa CNN, Guardian in vsi drugi mainstream zahodni mediji objavljajo Trumpovo vizijo, da so se Kolumbijci ustrašili. In zelo redko kdo omenja, da pač dejansko so Američani umaknili povod, ki je vse skupaj sprožil. Kaj je tu zdaj eno to navijaštvo? Je to bilo zmeraj prisotno v tako veliki meri, pa ga nismo opazili, ali se jim je skisalo? No? V bistvu ti težko odgovorim na to vprašanje, zaradi tega, ker nimam ravno podatkov, ali pa ne vem tako iz glave, kako so o podobnih primerih poročali prej. To bi bilo v bistvu za primerjati. Ampak delno verjetno tudi zaradi tega, pa še nekaj, kako Američani oziroma tudi ameriški mediji vidijo Kolumbijo oziroma svoje južne sosede. A veš, če na njih gledajo tako kot na preostanek sveta, da so pač superiorni vsem tem sosedom, sploh južne, ne? Yeah. Potem je verjetno tukaj tudi malo tega stereotipa. Delno seveda jaz si težko predstavljam, da zdaj ni kakšnega medija v Ameriki, ki se ne bi trudil ne preveč razburiti novega predsednika. Ne zgolj zaradi tega, ker je nepredvidljiv, ampak tudi zaradi tega, ker je tokrat bolje pripravljen na vladanje, kot je bil v prvem mandatu. Delno to, delno pa verjetno tukaj tudi čisto odvisno od vsakega novinarja posebej, ki o tem piše, na kak način piše in kako je, ali pa pač poroča, in kakšno so tudi njegova sama nekako prepričanja in vizije. Temu se je zelo težko nekako izogniti. Ne zaradi tega, ker bi poskušal neko svojo agendo vzpostaviti, ampak delno zaradi tega tudi, ker ne vem, če bereš samo poezijo, potem lahko zelo dobro razpravljaš o poeziji. Težko razpravljaš o kratkih zgodbah. In če nanese razprava na kratke zgodbe, potem seveda operiraš s tistim, kar poznaš, v čemer si domač, in potem je tudi lažje sprejeti to, da je pač to ameriška zmaga ali pa Trumpova zmaga, ali pa da je Trump uklonil Kolumbijo, ali pa da je. Tako da tukaj je več faktorjev. V bistvu ponavljam še enkrat, moral bi preveriti, kako so CNN in ostali poročali o podobnih, recimo. Ampak si mislim, da nekaj bistveno drugače. Aha. Zdaj, v Globusu, ki je bil na sporedu 21. januarja, ste med drugim pokrivali Trumpovo inauguracijo, ki je bila takrat še povsem sveža tema. In zdaj, tekom istega tedna se je potem začelo neusmiljeno stopnjevanje z odpuščanjem nelojalnih, nameščanjem nesposobnih in odstopi od mednarodnih pogodb, in še bi lahko naštevali. A ste že med ustvarjanjem oddaje slutili, da bo to se tako stopnjevalo? Ja, na nek način ja. Na nek način ja, zaradi tega, ker so v bistvu vsi dogodki pred tem že napovedovali, da se bo to zgodilo zelo hitro. Se je tudi sam Trump napovedoval, da bo v bistvu že prvi dan okrog 200 izvršnih ukazov podpisal, mislim, da jih je potem vseeno nekaj manj. Ampak je bilo sila jasno, da je tokrat bolje pripravljen na ta svoj drugi mandat in se je nekako nakazovalo, da bodo ti rezi zelo hitri in od prvega dne. Zelo hitro se je vedelo, da bo šel v regulacijo migracijske politike, zelo hitro se je vedelo, da bo odstopil od mednarodnih akordov, torej od mednarodnih dogovorov. Pričakovalo se je tudi, da bo izstopil iz WHO-ja, pričakovalo se je, da bo odstopil od Pariškega sporazuma. Vsi ti izstopi imajo seveda v svojih teh sporazumih tudi klavzule, kar pomeni, da če on zdaj napove izstop, ga podpiše, je moratorij do naslednjega srečanja, kar pomeni, da je kakšno leto najprej bo Amerika dejansko izstopila.
Ampak za njegove volivce in za njegove podpornike je pa to zelo jasen signal in zelo odločno dejanje. Zdaj, med drugim je začel rožljati z orožjem, govoriti o okupaciji Grenlandije in Panamskega kanala. Zdaj, če se osredotočimo samo na prvo, ali kot poznavalec mednarodnih odnosov in delovanja politike, meniš, da obstaja realna možnost, da se ZDA in Evropa zapleteta v vojno? Po mojem, ni zdaj v tem trenutku mednarodnega analitika, ki bi na to. Tukaj je več faktorjev namreč. Ne? Prvi je faktor odnosa Grenlandije in Danske. Danska ima Grenlandijo 200 let. Na Grenlandiji ljudje so seveda na nek način nezadovoljni z nadvlado, hkrati so odrinjeni kar precej na rob te danske družbe, razen tega, da jim je pač, dajmo reči, kolonizator, nimajo praktično nič, so samostojni. Danska ima nalogo, da pač državo, pač otok brani. To je ta prva stopnička. Potem je druga stopnička ta, da ima Amerika od leta 1951 dovoljenje, da ima tam baze, vojaško bazo. Tam lahko ima tudi NATO. Če NATO reče zdaj, mi bi imeli tudi bazo na Grenlandiji, ne? Kar je, glede na to, da je ameriška baza tam, na nek način že imajo. Tako da tudi NATO bi lahko tam postavil svojo bazo. Zdaj, druga stopnička. Tretja stopnička. Grenlandija je neverjetno blizu Amerike. Zdaj, povprečen Američan in povprečen zahodnjak ali pa tudi kdorkoli v svetu, ko pogleda na karto, misli, da je ta Grenlandija neverjetno velika in da bi Ameriki prišla še kako prav, ampak v bistvu zdaj, če poznamo to popačenje zemljevida, ni tako velika, ne? Vprašanje, kaj bi Američani z njo pravzaprav počeli. Zdaj ima neka naravna bogatstva, zagotovo, ampak ima pa tudi, jaz sem v šali rekel, da največji izvozni produkt Grenlandije je polarni mraz, ki so ga imeli zdaj ob inauguraciji ameriškega predsednika, ampak en strokovnjak nam je v bistvu rekel, ko smo se pripravljali na oddajo, da v bistvu takoj, ko zavzameš Grenlandijo, je to v bistvu reševalna akcija. Ne, ker tam praktično razen teh zaselkov ni nič. Ne. To je zdaj ta četrta stopnica in tukaj pa zdaj nastanejo zanimive stopnice. Če Amerika vojaško poskuša zavzeti Grenlandijo, je s tem napadla ozemlje, ki ga nadzira druga članica NATO. Vse članice NATO delujejo po principu, če je ena napadena, smo napadene vse. V primeru, da bi ena od članic NATO napadla drugo članico NATO, pomeni to dvoje. Razpad NATO. Ampak bili smo že blizu tega v odnosih Grčija-Turčija, ki sta tudi obe članici NATO. Ja, ampak dajmo biti čisto realni. Ne? Evropski odnos do Grčije in evropski odnos do Amerike sta kot dan in noč, mislim. Ne? Po moje ne bi ravno Evropa blazno trepetala, če bi tam pač nastal nek spor, ali pa toliko trepetala, kot zdaj bi trepetala ob tem sporu. Zdaj, a bi to pomenilo vojno? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne, ampak iz vsega, kar se v zadnjih letih dogaja, pa ni izključeno, ta premislek je v bistvu že večkrat bil, da to pripravljanje Evrope v oboroževanju, v dvigu obrambne sposobnosti, govor tudi o evropski vojski, je deloma posledica seveda ruskega napada na Ukrajino. Hkrati je pa treba tudi gledati širše. Sej nisem Rusija tista, ki ima apetite po našem evropskem prostoru. Tudi Amerika. Tudi Amerika je bila zelo jasna v določenih zahtevah, še prej, če se spomnimo pri Bushu mlajšem, ko nekatere države niso pristopile k koaliciji, ali pa smo imeli tisto preimenovanje French friesa v Freedom. Ampak takrat je bila tudi politika drugačna. Takrat je bil tudi predsednik drugačen. Takrat je bila, dajmo reči, da kljub temu, da je bila
ostra ameriška politika in zelo zahtevna, je bila vseeno malo bolj džentelmenska. Zdaj tega džentelmenstva ni. Zdaj so zelo jasne zahteve. Na drugi strani seveda imamo Dansko, kjer z enim takim kislim smehom sprejemajo te ameriške težnje, Trumpove težnje, da bi zavzel Grenlandijo. In zdaj imamo pa zadnjo stopnico. Kaj si želijo Grenlandci? V tem trenutku, seveda, lahko bi se zgodilo, da bi zahtevali referendum o tem, ali bojo popolnoma samostojni in se rešijo Danske. In hkrati bi moral potekati tudi še en referendum o tem, ali se želijo prostovoljno priključiti ZDA. In šele tukaj bi se potem pokazalo, zdaj tako čisto v mednarodnem pravu, odločitev njihova, da pač predajo suverenost, potem ko se rešijo Danske, predajo suverenost neki drugi državi. Kar bi seveda za Grenlandce bilo in z obrambnega stališča pomembno, in hkrati tudi uvoznega stališča. Večino teh stvari uvozijo. Zdaj sem vprašanje, ali bi jih prepričala ta ekonomska pot iz Amerike do Grenlandije, ki je krajša, ali iz Danske do Grenlandije, ki je pač daljša, ampak zdaj v tem nekem globalnem svetu to v bistvu niti ni taka bistvena razlika. Zdi se mi, da v vsej tej razpravi, kjer Trump od Danske zahteva, naj mu da Grenlandijo, nismo še pravzaprav slišali zelo jasnega grenlandskega glasu. Saj tam na Grenlandiji so pač seveda rekli, mi si želimo neodvisnosti, ampak to jim bo dal nek referendum in bo dala neka odločitev tamkajšnjih ljudi, kaj si pravzaprav želijo. Če bo prej pa nek vojaški poskus, ampak se mi zdi, da Trump vse v tej prvi fazi ne vidi tega. Bo poskušal to nekako izposlovati, iztrgovati. Bi bilo tudi bolj smiselno in verjetno bi ga tudi generali pripričevali, da sicer lahko Grenlandijo vojaško zelo hitro zavzamemo, ampak tudi pozicijo bo to v svetu spremenilo. Ker kaj to pomeni, če gledamo zdaj velesile po svetu? Vem, da zdaj je zelo dolgo, da sem padel v eno tako predavanje, ampak kaj to v bistvu pomeni? Kaj bo rekla Kitajska na to? Čakajte malo. Trump si je zaželel Grenlandijo in jo je z orožjem vzel. Ok. Mi neprestano govorimo, da je Tajvan del kitajskega ozemlja? Recimo. Rusija bo rekla, mi delamo to že od 2014, ne vem, če je zdaj problem. Spremeni tudi globalno razmerje. Poruši neke pravne mednarodne norme, ki so itak že blazno načete. In potem iz tega že tako ali tako kaotičnega sveta ustvari še večji kaos. Tako da ne vem, če bi... Mislim, da ne upam si, da droge v ogenj. Ampak glede na vse možnosti, ki jih Amerika z gospodarskimi vzvodi in vsem ima, je to vojaško zavzetje v bistvu tam bolj proti koncu opcije. Če pustiva ob strani Trumpa pa njegov kaos, kaj so po tvoji oceni danes ključne teme v mednarodni politiki, ki zadevajo Evropo? O katerih bi se morali pogovarjati, o katerih bi se pogovarjali? O katerih bi se morali še več, ker seveda je tukaj Ukrajina, seveda je tu Bližnji vzhod in Kitajska, vsake toliko se Koreja pribije naprej, ampak kaj so pa druge teme, o katerih se v bistvu ne pogovarjamo, ampak so pomembni neki procesi odvijajo? Mislim, 3 pomembne teme so, ki zaposlujejo tako evropsko politiko ali pa Evropsko unijo ali pa tudi evropske države. To je stagnacija ali pa zaostajanje tehnološkega razvoja. To je zelo pomembna tema. Kitajska in azijske države so tukaj neverjetno napredne, ne zgolj na vprašanju, litija, pa litijevih baterij, pa tehnologije električnih avtomobilov. Tukaj so tudi druga vprašanja čist tehnološkega razvoja čipov, kaj mi v bistvu tukaj sploh ponujemo. Kitajska je znala zelo dobro izkoristiti to, da je dolga leta bila delavnica vsega, kar je pač Zahod potreboval, in so zelo nonšalantno pač se naučili, pobrali tehnologijo, jo nadgradili,
Direktor enega slovenskega podjetja mi je razlagal, kako je prišel v tovarno avtomobilov, kjer je bilo nekaj ljudi zaposlenih, vse ostalo so bili roboti. Ta njihova proizvodnja. Vemo, da cel kup nekih kitajskih podjetij, ki proizvajajo električne avtomobile, sicer propade. Ampak masa teh podjetij je tolikšna, da na koncu vseeno se prebijajo na vrh. To je prvo vprašanje. Potem imamo varnostno vprašanje, ki je sila pomembno. Zahod je takrat, ko je premagal islamsko državo, bil zelo tako, premagali smo, razpadla je, kalifat je razpadel, ne vem kaj še vse. Ampak kam so šli ti borci? Ti borci so se večinoma preselili v podsaharsko Afriko. Mi imamo zdaj v pasu Sahela, torej pod Saharo, najprej Mali, Burkina Faso in Niger, kjer smo imeli državne udare. Te države so napovedale, da bodo izstopile iz ECOWAS-a, iz Afriške unije, ECOWAS-a, in potem tale Mali še iz Zahodnoafriške ekonomske skupnosti, ustvarile neko svojo združenje držav. Hkrati bodo opustile, bo neko tudi skupno valuto naredile, torej CFA, torej tale francoski frank, na francoski frank vezano valuto, bodo opustile in hkrati so nagnale recimo ven Francoze in druge zahodne vojake, ki so bili pač noter. Veliko so jim pri tem pomagali tudi recimo ruski Wagner grupa, pa še drugi strokovnjaki iz Rusije, iz Kitajske, tudi v nekaterih primerih iz Severne Koreje in tako naprej. Torej, v tem pasu imamo zdaj tole neko politično uporništvo proti Zahodu, hkrati imamo pa recimo v tem malijskem bazenu imamo na severu islamiste. V Nigeriji imamo en del, kjer se islamisti borijo proti. Te islamistične celice so se nekako inštalirale v tem afriškem brezmejnem območju, ki ga nihče pravzaprav ne nadzira. Seveda preostanek sveta gleda proti Afriki kot neusahljivem resursu surovin. Ampak če vemo, kako tam stvari izven urbanih središč potekajo, je to idealno skrivališče. Problem nastane, ko recimo v Maliju se je že zgodilo, da so v bistvu ti islamisti prišli zelo blizu glavnega mesta. Ko se tukaj začnejo neke celice organizirati, Francija je bila kar dejavna pri tem, da je zagotavljala neko relativno varnost, ampak ne smemo pa pozabiti, da to, kar je bila med Sahelom in med Evropo, kar so bile Libija, recimo, do neke mere tudi Egipt, predvsem pa Libija, da tega režima več ni. In da je tukaj zdaj še en tak Teksas, ki v bistvu ne deluje kot neka buffer zona. In da moramo zelo pozorno, v Evropi se tega zavedajo, moramo zelo pozorno gledati proti Afriki. Potem je pa še tretja tema, ki je pa, nas bi tudi morala skrbeti, to je pa demografska slika. Demografska slika Evrope je seveda nagnjena na stran starajočega se prebivalstva. Tudi rojstva to potrjujejo, da imamo zelo nizko število rojstev, da se tudi demografsko ukvarjajo. Zdaj, z ekonomskega stališča seveda pravijo, rabimo tuje delavce, ki pač prihajajo od drugod, kar pa na dolgi rok pomeni tudi seveda, da se demografska slika etnično spreminja. Kar seveda je izvrstna podlaga pri napačni ali pa niti neobstoječi integracijski politiki ali pa tej neki družbeni getoizaciji določenih skupin, je super podlaga za ekstremizme. Pa tukaj ne mislim zgolj na desni ekstremizem. Mislim na drugi strani tudi na neke vrste levi ekstremizem. Ključen problem Evrope je tudi v tem, da odgovore išče v ekstremih. Dejstvo je, priseljevanje je seveda v porastu, ali pa imamo tukaj ne zgolj begunce, ki prihajajo, ali pa prebežnike, ali pa migrante, ki prihajajo po teh zelo nevarnih morskih poteh, ali pa kakor so še po balkanski poti. Imamo hkrati tudi ekonomske migrante, da
nimamo nekih pravih odgovorov integracije. Tudi s tem se Evropa ukvarja prepočasi, ker se da nastajajo takšni in drugačni že družbena krizna žarišča, kjer pač to izbruhne. No, ampak recimo kultura se z temi vprašanji ukvarja, recimo jaz kot filmski kritik vem, da že od nekje sredi 90-ih je ogromno filmov prav na to temo iz Francije, iz Nemčije, Italije. Ali ni, da se nekaj pač vseeno spreminja? Mislim, kultura na to opozarja že dalj časa in kaže, da se stvari izboljšujejo, sploh recimo v Nemčiji in recimo v Franciji, ampak a je ta medijska podoba nekaj realnega, ali kako pač zdaj ti gledaš na to iz enega pač bolj zunanje političnega? Mislim, vse družbene skupine seveda ocenjujejo svoj položaj, se bo slišalo čudno, skozi denarnico. Ne? Ja. Slabša kot je kvaliteta življenja, tako vsakega posameznika, ki jo dojema slabše, seveda je tudi slabši odnosi med različnimi družbenimi skupinami. Ja. Draginja se pojavlja, cene so šle gor, ljudje vedno bolj delajo, sploh v urbanih središčih se neverjetno pehamo tako skoraj kot da bi delodajalci od nekaterih skupin pričakovali to japonsko predanost delu. Hkrati prihaja cenejša delovna sila, za katero v Evropi lahko rečemo, da imajo sicer kar nekaj pravic, ampak če pogledamo recimo v Franciji, prihajajo tuji delavci delati na tele, recimo v Šampanju, na te gromozanske plantaže ali pa gromozanske vinograde, in njihov status tam, ali pa njihove pogoji življenja so katastrofalni, ampak so cenejši. Ja. Kar pomeni, da evropski delavec, če tako rečem, tekmuje z nekom, ki pač pride iz nekega drugega okolja, recimo, ga slabo plačamo, nastanjen je v katastrofalnih razmerah, pa še pritoževati se ne more. Ker se njegove podporne službe, recimo, ne vem, sindikati ali pa neke nevladne organizacije, rabijo svoj čas, da se na to prilagodijo, ali pa da se odzovejo na neko krizo. Ta primer smo imeli v Španiji, recimo na plantažah, to imamo v Franciji, to imamo tudi drugod po Evropi. Na Irskem je bilo tudi. Ampak hkrati imaš pa potem, dajmo reči temu lokalnega delavca, ki mu država zagotavlja vse pravice, sam dela nima. Tako da skozi to potem se izboljšujejo na nekem kulturnem, ampak pod črto seveda vsak gleda skozi svojo denarnico, skozi svojo jedilno mizo, skozi svoj prazen hladilnik, skozi to, ali si privoščil lahko nov avto, ali se bo še z 25 let starim avtom vozil na delo, ali si lahko privošči stanovanje. Ja. Sej. Torej, po celem dnevu ukvarjanja s tovrstnimi težkimi vprašanji, najdeš potem energijo še za umetniško ustvarjanje, a še pišeš poezijo? Poezije v bistvu ne. Na grozo moje urednice Gabriele Babnik v bistvu že dolgo pišem en roman, ki se ukvarja pač z enim zanimivim koščkom slovenske zgodovine. Tam okrog leta 1856 in še prej, 54, so v Ljubljani krstili so v Ljubljani krstili prvega zamorskega fanta. To je bil en fant, ki mu je bilo ime Fadala, ki ga je Luka Jeran, urednik Zgodnje Danice, odkupil iz suženjstva v Egiptu in ga pripeljal sem na Kranjsko. In ta fant je imel tako zelo zanimivo življenjsko pot, sem je prišel z 8 leti, pri 13 je sicer umrl, živel je v Trnovskem župnišču, krstila in birmala sta ga ljubljanski nadškof in še Anton Martin Slomšek. To je bilo v tistem času taka
kar znana zgodba, v Zgodnji naznici so kar pisali o tem, potem je pa celotna stvar ušla iz nekega občega zgodovinskega spomina Ljubljane. Sicer tisti, ki se ukvarjajo z matičnimi knjigami, pa krstnimi knjigami, pa to poznajo, to zgodbo tudi strokovnjaki, recimo na Etnografskem muzeju, pa zgodovinarji, pa to nekateri to kar poznajo, ampak to je ena taka, se mi zdi, zanimiva podlaga za roman. In ker je roman, ki temelji na dejstvih, na zgodovinsko izpričanih dejstvih, in ker sem novinar, si nisem mogel pomagati, da ne bi začel kopati, in potem bolj sem kopal, več je bilo materijala in bolj se je zavlekel ta roman, ampak nekako sem sebi, ženi in urednici obljubil, da bom letos pa vendarle končal. Aha, zelo zanimiva tema. Torej bo to zgodovinski roman ali bo osebna zgodba? To bo en bi skoraj rekel, da bo to cross tega vsega skupaj. Ne? Poskušam nekako skozi več gledišč to nekako spraviti v neko romaneskno formo. Hkrati skozi oči nekega družbenega konteksta ali pa z vidika družbenega konteksta, hkrati skozi oči tega 8-letnega fanta, ki pride v čisto drugo okolje, se potem jih je prišlo še nekaj in tudi dekleta so prihajale, recimo, potem so tisti, ki niso umrli zaradi bolezni, so nekateri se vrnili, imamo eno pismo iz Aleksandrije, ker eno od teh fantov so ga potem poslali v Neapelj, in se je izšolal tudi za domačega učitelja in je bil v Aleksandriji še živel potem kar nekaj časa in je poslal pač pismo, imamo nekaj teh pisem spravljenih. To drugače se pa, če ne pišem, se ukvarjam pa z nečim, kar mi sicer ne bi pripisali z gastronomijo in enologijo, oziroma z enogastronomijo, kot predsednik najstarejšega gastronomskega združenja na svetu, pač predsednik združenja v Sloveniji, Chaîne des Rôtisseurs. To je bilo združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 1248 in je pač gastronomsko združenje, ki združuje profesionalce in tiste, ki pač znajo ceniti dobro kulinariko in dobre surovine in dobro vino. Ravno konc leta smo te videli na Dobro jutro, kjer si pripravil palečinke in si bil v Reklicu in povsem zrihtan, a vedno kuhaš v tej opravi. Ne, ampak to je zdaj pa profesionalna deformacija. Jaz si samega sebe ne predstavljam pred kamero, da nisem v suknjiču ali pa nekako tako. In tudi kak drug dan, ko sem sodeloval v kakšni oddaji ali pa kaj takega, sem se zelo s težavo prepričal, da ne bi imel suknjiča. To je tak, ne vem, dajmo reči temu delovna uniforma, kadar sem pred kamero. In tudi danes, da ne boš mislil, pa saj lahko imam samo pulover. In sem, kaj pa, če ti potem ne bo? Daj vzami še suknič zraven. In ko sem prišel, sem si opazil, da sem takoj začel suknič ven imati, ne zaradi tega, ker bi se sila neprijetno počutil, ampak ker mi je to tako nekako najbolj naravno. Zmeraj že od gimnazije si bil znan potem, da si elegantno oblečen. To pa ja, ne vem, to se mi je... ne vem, mogoče je to nek obrambni ščit ali pa pač res se dobro tako počutim. Zelo težko se me prepričaš, da dam trenerko gor, kadar grem kaj takšnega početi, ali pa da dam neke planinske hlače, kadar grem Ampak dolgo sem rabil, da sem šel v trgovino, pač neurejeno ali pa tako. Torej kuhaš pa drugače doma, kadar kuhaš v običajnih oblačilih? Ja, ampak običajno kuham takrat, ko pridem iz službe, kar pomeni, da srajca je zagotovo gor. No, super. Seku, hvala za pogovor in želim ti, da bi v prihodnje Globusu imel malo bolj optimistične teme. Mislim, da si vsi to želimo. Hvala za vabilo. Morda bo treba še malo počakati na te optimistične teme, ker se tiste kisle malo prehitro vrstijo. Nasvidenje.